The Foreign Economic Relations Board of Turkey, DEIK, has continued to support Turkey's trade and investment relations while taking the leadership position of the country's integration into the global economy ever since it was founded in 1986. DEIK is working to diversify and to enrich Turkey's global economic relations. With Turkey's roadmap shaped with its new vision, DEIK continues to be the global brand of the Turkish private sector with its trade, service, and investment-focused approach. DEIK's business councils, ensuring a wider and more powerful representation, embraces a structure that encompasses not only countries, but regions and sectors. They move forward with their renewed strategies and continue to accelerate Turkey's foreign economic relations in every corner of the world. Today, DEIK's business councils handle Turkey's economic relations from a much wider perspective without remaining limited to merely foreign trade. While the wealth of our economy is harbored at the heart of DEIK's business councils, we bring together the dynamism of the Turkish economy with the world and the opportunities in the global economy with Turkey. DEIK'in öncülüğüyle özel sektörümüzün başarı çıtasını sürekli daha yükseğe çıkartacağına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin bütün kurumlarından, özellikle de yüzü dünyaya dönük olan kurumlarından, işte bu süreçte çok daha fazla gayret bekliyoruz. As of today, with its founding institutions, DEIK has successfully reached Turkey's pioneering companies. With its business councils, DEIK tells Turkey's tremendous economic transformation story, which has transpired in recent years, and continues to convey the power and future vision of our nation, domestically and abroad, in the most accurate and objective manner. With its board of directors, executive board, board of auditors, and board of consultants, DEIK brings together the most prominent names of the Turkish business world as it continues to serve the Turkish private sector and global companies, as well as addressing Turkey's trained manpower capacity, its economic players, and its reputation in the foreign economy from the highest curtain. Turkey, the cradle of civilizations, a country where the continents converge, a country that possesses the ideal of taking its rightful place amongst the developed countries. Its new vision, its rich potential, its dynamism, its strong brands, its global companies, Turkey possesses the ideal of becoming a world player, not in its own geography, but in the global economy, as it has completed its transformation with large production and innovation throughout Anatolia. A powerful Turkey, with its renewed EU membership target, its deeply rooted democracy, respect to rule of law, and fundamental rights and freedoms, where trust and stability are prevalent in its administration, and a much more powerful DEIK, one that benefits this powerful country, one that is structured in accordance with its new business diplomacy concept. 1986 yılında rahmetli Özal tarafından kurulması arzu edilen DEIK, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın destekleriyle yeni Türkiye vizyonuna uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geçmişten aldığımız güçle öncelikle 2023 ve sonrasında 2053 ve 2071 hedeflerine doğru koşmaktayız. Amacımız yeniden şekillenen dünya ticaretinde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamaktır. Ve aynı zamanda gençlerimize daha güvenli, daha güçlü bir Türkiye bırakabilmektir. Ve bu vesileyle Türkiye'nin yeni vizyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Skratka, to je bila predstavitev Turčije v sliki in besedi, zdaj pa vabim na oder gospoda Aliča, ki bo prebral recimo temu pismo iz Turčije. Dober dan vsem skupaj, udeležencem konference. To pismo vam bom prebral v imenu gospoda Zahita Sadlika, ki se opravičuje, ker se pač zaradi poslovnih obveznosti v Turčiji ni mogel udeležiti te konference.
Zdaj pač bom prebral tako, kot je on napisal, a ne. Na vprašanja, ki se bodo pojavljala, bo pa potem preko kontaktov odgovarjal on, ne. Rekel, boste dobili kontakte, mislim, da so tudi vizitke nekje, ne, pa tako. Ok, to je potem, njegovo pismo se glasi: Distinguished representatives, ladies and gentlemen, as the chairman of DEIK, Turkey-Slovenia Business Council, it's a great pleasure for me to address you in the Investment Opportunities in Slovenia conference. The presented video briefly introduced DEIK. Now I would like to emphasize some particular points. Foreign Economic Relations Board of Turkey, DEIK, it's a gateway of the Turkish private sector to the world. It was founded in 986 to monitor and develop Turkey's economic relations with foreign countries and international organizations. As the leading private sector organization, DEIK works to promote Turkey's economic, commercial, industrial, financial relations with foreign countries through business councils all over the world. As one of those business councils, Turkey-Slovenia Business Council, operating since 997, builds fruitful platforms for both business communities for collaboration as frequent as possible. Slovenia is a very important country to investment and business cooperation, considering her high welfare level, advanced industry and infrastructure, high qualified workforce, strategic location. The current trade volume and investment between our two countries does not reflect the potential. However, for the upcoming period, we believe in the potential of our countries, and enhancement of bilateral trade relations could only be realized as a result of the valuable efforts of private sector representatives. We aim to build the platforms for this aim with the cooperation of the Business Council counterpart organization, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia. There is a significant potential between Turkey and Slovenia in various sectors. In this regard, construction is one of the significant sectors that have potential in increasing bilateral economic relations between Turkey and Slovenia. Construction sector plays a crucial role in Turkey's economic development. Turkey has extensive knowledge and vast experience in this field. Turkish contracting companies successfully compete on 5 continents and in 108 countries, offering affordable services of high quality. They are open to enhancing international partnership, not only in the field of contracting, but also in construction industry investment, ranging from the production of building materials to infrastructure, housing, industrial plants, and tourism projects in the African, Eurasian, and Middle Eastern countries. So I believe that Turkish and Slovenian companies have the potential to launch joint projects, not only in Slovenia, but also in third countries. So I strongly recommend Turkish and Slovenian companies to evaluate cooperation opportunities in third countries as well. I hope that this conference will pave the way for new business opportunities, as DEIK, Turkey-Slovenia Business Council,
we would be glad to support Slovenian companies interested in cooperating with Turkish companies. Those companies can also contact to Turkish Commercial Councilor in Ljubljana as well. Thank you for your kind attention. Zahid Saglik. Se pravi, zainteresiranim, a ne, da se pač obrnete na tega turškega komercialnega kancelorja v Ljubljani, to je gospod Zahid Saglik. In to je to. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala. Z nami je pa tudi gospod Salik Džan, ki je že vse dni na konferenci, ki je doma iz Turčije in se zanima za vlaganje v Sloveniji, seveda pa ima zagotovo tudi zanimive informacije, ko gre pa za obratne možnosti, spravi, kako bi lahko na tem investicijskem področju seveda še bolje povezali Slovenijo in ogromen trg, ki je Turčija z 80 milijoni prebivalcev. So, Mr. Džan, if you please, the floor is yours. Thank you very much for this opportunity. So, is this the way? Yeah, should work, yeah. Prezentacijo imate od gospoda? A ne, Just test it. it's not working because It's working. Yeah, it's on your computer. If you have perhaps a USB key, should that we copy it? It's working, I think. Huh? Yeah? That's working. Okay, sorry. Yeah, All right. great. So I'm from Yıldızlar Yatırım Holding. This is a Turkish holding company. I'll just mention a little bit in detail. 4 pages of presentation, not very long. Why I'm here? Okay, it's obvious from the name of the organization. It's opportunities in Slovenia. As Yıldızlar Yatırım Holding, well, we invest in areas that we create value and we create employment opportunities wherever we go. And we examine alternatives from the perspective of long-term profit, and Slovenia is among one of these. So let me proceed with who we are. Yıldızlar is locomotive is these forestry products. We produce particle boards, doors, and floorings mainly. And you see here couple of locations we are operating. We have Romanian investment. We have Perhaps it's the best you take the mic. we have these U.S. and Alabama sourcing facilities there. The first section is 2,000 plus employees and with quite huge investment area. And we are active in steel recently. By December 2017, we will be starting a steel business in Turkey. And also this fertilizers business, this was one of the oldest facilities in Turkey. We acquired it from state 10 years ago. And we're also manufacturing fertilizers. There are other side businesses like that. And the core business of the holding, this MDF manufacturing, these are the facilities in Turkey. And we have the capacities of manufacturing there. And this is the number of employment we create in Turkey and abroad. On the left, this circle you see, it's about 2,000 in total. And abroad, we are quite new. I mean, the Romania investment will just start this year, 2018, by January. This was a greenfield project. And Russia, it's in Vladimir region, it's in progress. It's about to start. And these are the photos of this US facility. And these are my contacts. If you have any inquiries, please don't hesitate to contact. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much. So morda kakšne vprašanja za gospoda Džana?
Če ne, bo tudi seveda vas dan še tukaj. Thank you very much for your kind presentation, and you'll be around the next hour, so people may contact you directly. Zdaj pa gremo naprej, spet od Turčije nazaj v Slovenijo in na vprašanje, kako izterjati odkupljene zavarovane terjatve v sodnem postopku, zelo aktualna zadeva v Sloveniji, in z nami je gospa Maja Lajevec, strokovnjakinja za insolvenčno in izvršilno pravo. Izvolite. Okrogla miza, kjer bi pa se spet vrnili na osnovno izhodišče našega tridnevnega druženja, namreč nepremičnine in predvsem tudi donosi. Za mizo vabim najprej gostje, pridružila se nam je prva govornica te konference sploh, gospa Nevenka Kržan, direktorica in višja partnerica podjetja KPMG in hkrati tudi predsednica Slovensko-ameriške gospodarske zbornice AmCham. Potem gospa Alenka Gorenčič, direktorica Deloitte Slovenija, ki se je opravičila, je odprla današnji dan. Potem gospa Slažana Križaj, direktorica Raiffeisen Leasinga, če je že tukaj, ja, hvala lepa. Tudi kasneje bo posebej govorila o projektih. Potem gospod Žiga Simončič, pravni in davčni strokovnjak Advantage Austria, tudi njega smo danes že slišali, pa magister Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev in last but not least tudi gospod Igor Lah, direktor sklada SIREF, ki ga bomo danes kasneje v zvezi s projekti tudi še slišali. Zdaj, mogoče smo malce zgodni, če bo prišel pa malce kasneje, se nam bo pa še pridružil. Kar izvolite. Imamo nekaj več možnosti glede stolov. Mikrofoni so 3, kar mislim, da tudi ne bo problem, tako da si jih lepo porazdelite. Kot rečeno, za to, da si zaslužimo za kosilo, moramo našim gostem in gostom ponuditi še nekaj zanimivih informacij. Zdaj, kot rečeno, v nadaljevanju bi se pogovarjali predvsem o donosih nepremičnin v Sloveniji. Zdaj, slišali smo tezo, da so ti donosi, vsaj ko gre za nekatere nepremičnine v nekaterih delih Slovenije, resnično nadpovprečni, tudi zlasti seveda, če jih primerjamo z donosi v tujini. Zanima me vaš pogled na to, kaj na tem področju ta trenutek v Sloveniji res prinaša nadpovprečno več, kakšen je vaš pogled, govorim seveda za vse, na bližnjo prihodnost in seveda kako zvišati tudi donose tistih nepremičnin v Sloveniji, ki niso zdaj recimo v tem najbolj zanimivem razredu. Kar gospa Kržan za začetek. Lep pozdrav z moje strani. Zdaj, moj pogled je vedno finančni, pač jaz nisem nepremičninski posrednik, ampak z finančnega vidika se zagotovo kapital seli tja, kjer so donosi višji, kot je najbolj varna naložba, to je v bančnem sistemu. Vsi, ki nalagate denar, veste, da v tem trenutku bančni sistem ne prinaša praktično nobenih donosov. Kar pomeni, zagotovo se dviga povpraševanje po določenem segmentu nepremičnin, ki lahko zagotavlja nek donos, ki je višji, ki je varna naložba, še vedno, in ki zagotavlja nek donos, kot je višji bančni donos. To je moj osnovni finančni pogled. Vsekakor je to pač nekaj popolno osnovnega in to vemo vsi ekonomisti. Specifika v Sloveniji je, da po letu finančne krize in nekako od leta 2013 dalje, tudi banke v veliki meri financirajo nakupe stanovanj, tudi ponujajo te finančne možnosti, kar pomeni, se s tem še dodatno podpira neko povpraševanje po nepremičninah. V bančnem sistemu celotno to obdobje, ne glede na to, tudi prihranki rastejo, morda tudi malce zaradi tega, ker so se umaknili iz določenih drugih naložb, primeroma delnic ali delniškega trga, in zato vsekakor, ko imamo neko višje povpraševanje, cene naraščajo,
in se potem tudi neki donosi generirajo. Gospa Križaj, kakšen je vaš pogled na to? Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, Raiffeisen leasing se ukvarja predvsem res z nepremičninami, pa ne toliko v smislu financiranja, tle nismo ena taka tipična leasing družba, ne, ampak bolj že nastopamo kot investitor na trgu in kot prodajalec nepremičnin, ker imamo v glavnem v našem portfelju približno 99% nepremičnin, tako da smo res že skoraj bolj neka upravljalska družba, bolj kot finančna inštitucija. In se dnevno srečujemo s povpraševanji po nepremičninah, lahko rečem pri nas bolj po poslovnih nepremičninah, ker le-te prevladujejo v našem portfelju, tako strani domačih kot tudi strani tujih kupcev. In lahko povem, da je slovenski trg zanimiv tudi za tuje investitorje, ne glede na to, da se pri nas soočajo, rekla, tako z veliko stopnjo birokracije, ne, in dolgimi postopki pri raznih spremembah prostorskih aktov ali kakršnih drugih postopkih, ne. Je pa slovenski trg zanimiv zato, ker ravno tako, kot ste omenili, ne, zagotavlja relativno visoke donose v primerjavi z, bom rekla, osrednjo in vzhodnoevropskimi državami. Tako da z tega vidika obstaja dovolj velik interes, je pa težava v tem, da se vsi investitorji, ki investirajo, ki želijo investirati ali pa vstopiti na trg, povprašujejo po večjem volumnu, ne. Povprašujejo tam po transakcijah med 50 in 100 milijonov. Je pa v Sloveniji relativno težko nabrati en tak zanimiv bazen teh nepremičnin, da bi jih ponudili, tako da za posamezne transakcije se pa potem odloča relativno malo število. Jaz lahko izpostavim, od tujih investitorjev smo v lanskem letu uspeli prodati eno večjo parcelo na Brniku za logistično dejavnost avstrijskemu podjetju Cargo Partner. To je bila taka kar velika transakcija, ampak to je podjetje, ki je že prisotno na slovenskem trgu, je dejansko samo širilo svojo dejavnost, tako da večinoma žal še vedno prevladujejo v glavnem domači vlagatelji, večjih vlagateljev za kakšne večje nepremičnine, pa zaenkrat še nismo tega zaznali. Zdaj rekli ste, preden dam seveda besedo gospodu Simončiču, rekli ste, da je problem obsega v Sloveniji, pač na eni strani je to seveda problem majhnega trga, ampak po drugi strani pa to verjetno tudi problem ne preveč dobro pripravljene ponudbe strani tistih, ki bi jo recimo lahko ponudili. Zdaj tukaj imamo enega sorazmerno velikega igralca na področju nepremičnin, to je, se opravičujem, če je gospod tukaj slaba banka oziroma družba za upravljanje terjatov bank. Zdaj ali bi lahko tudi glede ponudbe na tem področju nekaj naredili, spravi v bistvu bolj smiselno na eni strani država ali pa lokalne skupnosti ali pa seveda tudi zasebni ponudniki v Sloveniji pristopali, da bi takšne volumne kot neke možne ponudbe tudi bolje pripravili? Ja, sej Spirit recimo dela v tej smeri, da pripravlja razne investicijske priložnosti Slovenije, ne, kjer so predstavljene razne nepremičnine, konkretno vem, da tudi DUTB ima tam predstavljen svoj portfelj Heta, tudi mi ga nameravamo predstaviti, ne. Tako da to je ena taka priložnost, kjer se lahko več manjših, rekla, lastnikov nepremičnin nekako združimo in predstavimo ta portfelj, da postanemo bolj zanimivi, ne. Gospod Simončič, zdaj, kakšne so izkušnje avstrijskih podjetij pri nas, pa morda tudi to je bilo zanimivo slišati, recimo, kakšne so tudi izkušnje v Avstriji, kjer seveda je ta pristop na nek način dokaj vzorčen za slovenske razmere, ker ugotavljamo, da seveda teh 800 let skupnega življenja z 70-letno prekinitvijo sicer seveda je kar pomemben element tudi zaradi nekih osnov zakonodaje, ki pač bazira še iz časov Marije Terezije. Skratka, kaj se lahko recimo v Sloveniji naučimo iz nekih trenutnih izkušenj avstrijskih investitorjev v Sloveniji in pa avstrijskih izkušenj v Avstriji sami? Hvala za besedo. Kaj se danes povprašuje strani avstrijskih podjetij, je predvsem poslovne
nepremičnine, ali je to greenfield, veliki greenfield, kdaj pa tudi hale. Problem, recimo pisarne nobenega ne zanima, to je stvar bank in ostalih investitorjev. Sam tisti, ko imamo mi kontaktov, so dejansko podjetniki, ki želijo delati, ustvarjati v Sloveniji oziroma se želijo širiti, imajo seveda težave, ki najdete dovolj velike parcele. Recimo je dost, kaj ne rečemo, 2-3 tisoč kvadratnih metrov, sam to ni dovolj za kakršnokoli lokacijo. Išče se takoj hektar. Imamo tudi, tako rekel, eno stvar, ko se že od prejšnjega leta 10 do 15 hektarjev in to recimo relacija Ljubljana-Maribor je ni, takšne, ki je želijo. Je ni. Edino v Slovenskih Konjicah so imeli pripravljen OPPN in so želeli dati v zazidalni načrt, mislim, da 100 hektarjev, sam seveda se je ustavil na Arsu. In to je problem, kako privabiti, če ne bo, saj vemo, da je Slovenija omejena, fizično omejena, da ne moramo imeti tukaj, tako kot recimo v Nevadi Tesla, ko ima, ne vem, kvadratni kilometer veliko parcelo, ne? Ampak vsem mislim, da je zelo dober primer, ko ste rekli, kako je v Avstriji pa v Sloveniji. Zelo dober primer se mi zdi, dan danes primer občine Kočevje pri Jaskavi, ko so oni prodali, oni so naredili in so jim trasirali pot in to je tudi v Avstriji, da občine to so kot developerji, da lahko potem oni vplivajo pa s tem privabljajo in seveda, ko oni določijo, da bodo neko območje dali v zazidavo, potem imajo tudi možnost, kot sem prej rekel, z davčnimi spodbudami oziroma njihovimi davki na dohodke, Grundsteuer pa Gewerbesteuer. To se pravi davek na nadomestilo za stavbno zemljišče in od prihodkov davčnih pravnih oseb. To je. Imate mogoče vpogled tudi, kakšni so trenutno donosi, recimo za primerljive nepremičnine v Avstriji, zdaj domnevam, ker smo pač rekli, bržkone nekoliko nižji kot v določenem segmentu naših? Ne, nažalost ne, s temi podatki ne razpolagam. Ok, v redu. Pa recimo domača naloga za naslednjo konferenco prihodnje leto. Upajmo seveda, da bodo takrat naši donosi še vedno visoki. Gospod Verbič, še vaš pogled na primerjavo teh donosov oziroma pač nek perspektivni razvoj v Sloveniji na tem področju? Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni. Nekaj momentov je bilo že omenjenih, ampak generalno. Seveda rast in večji donosi so povezani predvsem z večjim povpraševanjem in pa odsotnostjo izdatnejše ponudbe. Ko govorimo o nepremičninah in nepremičninskem trgu, je seveda dejstvo, da praktično novogradenj v vsem tem času krize ni bilo. Ne nazadnje številni, predvsem gospodarski subjekti so se znašli v stečajih, v likvidacijah in podobno, kar pomeni, da se je na trgu znašlo tudi kar nekaj projektov, ki so v tem času stali, pri čemer je marsikdo v tem našel in zaznal ustrezno poslovno priložnost z vidika donosov in podcenjenosti samih nepremičnin, takšnih ali drugačnih, skozi čas krize in obdobje, ko, kot rečeno, ni bilo pravzaprav prisotnih novih projektov, da ne govorimo tudi o padcu pravzaprav slovenskih gradbincev, vsaj večjih sistemov v tem času in podobno. Na drugi strani pa je poleg tudi prisotnosti seveda interesa iz tujine po tej plati potrebno izpostaviti, da kar se tiče domačih vlagateljev, tudi te bolj ali manj vse pogosteje pridejo do zaključka, da na eni strani vloge na bankah ne prinašajo donosov, gre praktično za ničelne ali celo negativne obresti glede na same stroške imetja denarnih sredstev na banki, na drugi strani pa tudi same naložbe v vrednostne papirje v tem času predstavljajo pogosto, vsaj za individualne vlagatelje, celo negativne donose, kar je žalostno. Če dovolite, da dodam tukaj stavek ali dva, glede na to, da vendarle
iz naslova Združenja malih delničarjev in individualnih vlagateljev je to področje, ki ga lahko malo bolje predstavim. Po tej plati je seveda žalostno, da se je na eni strani v tem času zaupanje v kapitalski trg še zmanjšalo, bodisi da gre za primere razlastitev ob sanaciji slovenskih bank, resnih vlagateljev, tudi individualnih, pri izbrisu delnic in podrejenih obveznic v bankah. Poleg tega pa je temu sledil morda celo manj znan proces in postopek ukinjanja registrskih računov, na katerih so manjšinski delničarji imeli še leto in pol nazaj, jih je bilo praktično $500,000 zajetna sredstva, preko 100 do 150 milijonov evrov po nekaterih ocenah, in ob ukinjanju registrskih računov je finančna industrija, predvsem borzno-posredniške hiše in banke, zaznala priložnost za žal hiter zaslužek, ne pa dolgoročno privabljanje ali imetništvo teh vlagateljev ter njihovo motivacijo in stimulacijo, da ostanejo imetniki delnic oziroma vrednostnih papirjev. Pri tem seveda se je pojavilo tudi zelo negativno stanje, da številni, ki so tudi dejansko prenesli svoje vrednostne papirje k borznim družbam ali bankam, ugotavljajo, da je ne samo z naslova ležarin, ampak recimo tudi letnih donosov v zvezi z dividendami, to za njih strošek. Torej nekdo prejme dividendo, a mora več kot je dividende prejel plačati banki, klirinško-depotni družbi in pa seveda obdavčitvi ostane z negativnim stanjem, kar je seveda nevzdržno, zato se tudi iz tega naslova ocenjujemo v precejšnji meri tisti, ki so imeli takšno imetništvo v vrednostnih papirjih, odločajo za drugačne investicije in jasno, kot ena najvarnejših in tudi najbolj donosnih v smislu primerjave z varnostjo, veljajo investicije v nepremičnine. Tako da se je prav gotovo precejšen del teh sredstev preselil tudi na nepremičninski trg in temu pripisujemo to rast. Želeli bi si, da bi seveda bila ta dolgoročna in hkrati stabilna, je pa vprašanje vsaj po plati sredstev, ki so bila prisotna na kapitalskem trgu, ali je na to moč računati tudi z naslova individualnih investitorjev. Pa zgolj še stavek, torej moramo vedeti, da po nekih ocenah imajo Slovenci na bančnih računih blizu 20 milijard evrov, kar so ogromna sredstva in lahko si predstavljate, da bi bilo seveda smiselno, da se ta sredstva vsaj deloma namenijo tudi zagonu gospodarstva, gospodarskih družb preko kapitalskega trga, ker če bodo šla v večini primerov zgolj v nepremičninske naložbe, bomo seveda na nek način spet deležni balona, kar pa ima jasno že izkazano v preteklosti tudi precej negativne posledice lahko v perspektivi. Zdaj mimogrede, tukaj je seveda tudi en zelo velik potencial za Slovenijo, ko smo prej govorili o Italiji, ker je recimo to premoženje, ki ga Italijani imajo v bankah, je tudi v bistvu sorazmerno ogromno sploh za slovenske razmere in ko govorimo pač o tem koncih tedna, ko italijanski državljani pridejo k nam, pač recimo za mlade upokojence v Italiji bi lahko vsak dan bil dan konec tedna, oni niso toliko vezani na tako imenovani vikend. Ampak če predno odpremo še možnost za poslušalke in poslušalce, da vam zastavijo vprašanje zdaj, čeprav razumem kot recimo temu nepremičninski laik, so perspektive za nepremičninski trg in posledično donose v Sloveniji kar ugodne, kot rečeno, zdaj najmanj pol leta se obresti ne bodo povečale, saj v evropskem oziroma evrskem prostoru ne, kot rečeno, še vedno obstaja možnost. Zdaj, če se bo ta cikl investicij v Slovenijo še ukrepil zaradi vsega tega, kar v bistvu zdaj že 3 dni poslušamo, se pravi, bomo imeli odzivnejšo državo, še odzivnejše lokalne skupnosti, izkušnje, ki jih pridobivamo tudi z nekaterimi projekti, se pravi, v bistvu, če prav razumem, nepremičninski posli v tem smislu ostajajo zelo perspektivni. Moje videnje je, da vsekakor. Zdaj, ravno včeraj smo tudi tekom neke druge okrogle mize slišali, da naj bi država do konca leta pripravila popis na konkretno Ministrstvo za gospodarstvo vseh devastiranih področij v Sloveniji,
in jih tudi združila v neke malo večje pakete in ponudila tujim investitorjem. Kar pomeni, mislim, da tudi država, naša administracija je prišla do spoznanja, da je treba na tem področju nekaj narediti in z nekim strukturiranim pristopom zagotoviti ponudbo. Seveda, investitor bo prišel, če bo imel kam vlagati. In to se mi zdi zelo pomembno. In drugo, da imamo nekaj primerov tudi greenfield investicij v Sloveniji, kar bi morali v nadalje tudi še spodbujati. To so nova delovna mesta, to je seveda novo plačevanje davkov in prispevkov v našo blagajno, ne samo, bom rekla, dobrobit na nepremičninskem trgu, ampak za celo družbo. Kako vi, gospa Križaj, vidite recimo temu bližnjo perspektivo tega področja, o katerem se pogovarjamo? Iz naših izkušenj je tako, da večina investitorjev, ki pridejo v Slovenijo ali so že v Sloveniji, kupujejo neke nepremičnine bolj kot ne za svojo dejavnost, ne toliko naložbeno, kar se mi zdi škoda, glede na to, da ko spremljamo donose, ravno prejšnji teden sem bila v Londonu, tam so dejansko investitorji kupujejo po yieldih 2 do 3%, kar je res smešno nizko. Pustimo, da je to London, jasno, ampak pri nas se ti donosi gibljajo tam med 7, 8 pa tudi do 10%, in je škoda, da ne znamo teh tujih investitorjev privabiti, ne samo teh, ki dejansko upravljajo neko dejavnost že v Sloveniji oziroma jo želijo upravljati, ampak dejansko tudi kakšne investitorje, ki bi želeli nalagati v naložbene nepremičnine, v neke relativno varne, z nekimi relativno dobrimi donosi. Ampak kje je tu problem? Zakaj tega ne znamo? Je to problem recimo v tem primeru ali pa naloga Spirita ali recimo tudi drugih dejavnikov? Spirita, to je ena zadeva, druga je ta, da ko pridejo in ko jim recimo predstavimo te nepremičninske projekte, se jim zdi to izredno zanimivo, ampak potem pa rečejo, ja, kdo nam bo pa upravljal te nepremičnine? Recimo ta segment je v Sloveniji relativno slabo pokrit, nimamo ene resne asset management družbe, ki bi potem upravljala s temi projekti, se ukvarjala z najemniki, podaljševala najemne pogodbe, pridobivala nove najemnike. Če pogledamo, da v Sloveniji ni prisotne ene tuje nepremičninske družbe, kot je, ne vem, JLL, Collier in tako naprej, dejansko potem to tujcem daje občutek, da je ta slovenski nepremičninski naložbeni trg relativno slabo razvit. Tako da to bi morali spromovirati, saj tudi s temi tujimi agencijami smo dosti v stiku, tako da tudi oni potem probajo tujce nekako prepričati, da je Slovenija varna država, da ima dobre donose ob relativno nizkem tveganju. Tako da enostavno je treba tujce bolj ozavestiti, biti prisoten na večjih, nepremičninskih konferencah, se pogovarjati in pa seveda tudi na take konference povabiti malo več tujcev in poslati nekako besedo v svet, da Slovenija obstaja in da tudi tukaj so zanimive nepremičninske priložnosti. Vsekakor tu je recimo še ena točka, ki jo je treba odkljukati do naslednjega leta. Gospod Simončič, zdaj vidimo, da se v Avstriji situacija spet izboljšuje, ko gre recimo za gospodarsko rast, tudi za brezposelnost, ki je manjša. Zdaj, kakšna je tukaj priložnost za Slovenijo in recimo za ta segment gospodarstva, o katerem tukaj govorimo? Tukaj so še vedno seveda obstajajo, glede na to, da, ko ste rekli, je rast tudi v Avstriji, je seveda tudi potrebe rastejo pri njih in seveda bodo tudi še več rabili podpore oziroma kooperaciji z slovenskimi podjetji. In to se seveda dogaja na dnevni bazi. Se vidi, se prav čuti ta rast. Moram pa reči, da se strinjam z mojo predhodnico, da nepremičnine v Sloveniji niso strani tujih investitorjev, niso kupljene zato, da bodo se malo špekulirali, malo trgovali, ampak predvsem za svojo dejavnost, da bodo lahko tukaj nekaj ustvarjali oziroma nadaljevali rast. In še vaš pogled, gospod Verbič, preden damo možnost pred kosilom še za kakšno vprašanje?
Ja, jaz bi seveda ob že prej povedanem in strinjanju z sogovorniki pri njihovih navedbah morda vendarle dodal še vidik družbe za upravljanje terjatev bank, ki je pri tem seveda pomembna tudi v smislu perspektive in tega, da se bo vendarle v doglednem času ukinjala, hkrati pa tudi odločitev na sami sistemski ravni pri odločevalcih v Republiki Sloveniji, predvsem iz naslova usmeritev, recimo usmeritev, da je turizem strateška panoga. Mi seveda vemo, da imamo na turističnem področju precej objektov, ki so bili v situaciji, da bi bili verjetno prodani ali pa celo verige hotelske, pa je seveda ta odločitev zaenkrat šla v drugačno smer. Zdaj govorite o Savi, ne? Tudi v Savi, recimo, pa o NFD-ju bivšemu, pa ne nazadnje Istrabenzu in družbah, dobro, do nekaterih prodaj je sicer prišlo, ampak vendarle generalno to tudi pomeni, da nismo tistih samo iz tega področja, recimo igralcev v mednarodnem prostoru privabili k nam kot verig, kot uglednih upravljavcev in po tej plati seveda je morda to tudi tisti segment, ki je omembe vreden in kjer je interes sorazmerno velik, pa na drugi strani nimamo ustreznih po svoje sistemskih rešitev, po drugi strani pa je pogosto pri tujih naložbenikih problem to, da želijo najti, pa ugotovijo, da pravzaprav ne najdejo pogosto pravega sogovornika, torej tistega, ki bi dejansko lahko to vrstne in imel in sprejel nase odgovornost sprejeti to vrstne odločitve, ko gre za velike in pomembne tozadevne projekte. Hvala lepa, zdaj imamo še toliko časa, da če je kakšno vprašanje oziroma tudi komentar na to, kar smo slišali, izvolite. Jaz bi vprašal predvsem predstavnika, ki je predstavljal Avstrijo, recimo, ko govorimo o nepremičninah, koliko se mu recimo zdi pomembna, bom rekel, vloga enega od večjih geodetskih podjetij, ki upravlja tudi poleg samih, bom rekel, storitev, ki se nanašajo na ozek del geodezije v smislu katastra in tako, tudi širše, bom rekel, storitve v smislu nepremičnin in tako naprej. Se pravi, v kolikšni meri bi pri konkretno recimo, tudi že sodelujemo zdaj pri tem projektu Magna, ne konkretno, ampak tako recimo na splošno, ali bi bilo smiselno recimo za naše podjetje tudi iskati priložnosti v tem, da se povežemo z tujimi investitorji in da jim pri tem nudimo, bom rekel, določen support. Glede geodetskih storitev, to bi jaz rekel, to je samo en del od celotnega paketa, ne. Smiselno je potem delati na paketu celotne, vključno z občino, kje je lokacija, kako privabiti, kakšne so subvencije, geodezija kot takšna oziroma potem projektiranje, je to del paketa, bi jaz to rekel, ni to geodetsko, kako se odmerati iz parcela. No, točno to sem mislil, se pravi, tudi potem je dostikrat problem, recimo tujec, ko pride, kot je prej bilo rečeno, ne, se pravi, on točno ne ve, na koga se je treba obrniti, kam recimo, kjera inštitucija in tako naprej, pa bi, mislim, jaz govorim o taki bolj celostni, recimo, storitvi, ne, tudi, bom rekel, komunikacija z lokalno skupnostjo, z ARSO-tom in tako naprej, ne. Tako bom rekel, odvisno od velikosti investitorja smo tudi mi zato tukaj, Advantage Austria, da to pomagamo prebroditi, če imajo kakšne težave, da jim povedemo, pa jih usmerjamo in potem najdemo. Lahko je pa tudi tako, kot ste vi rekli, lahko pa se že paketno naredi ponudba, to je tudi odvisno, kaj kdo želi. Okay, hvala. Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Ja. Dober dan, Kupljen Bauhaus. Jaz sem odgovoren za območje od Šentilja pa do Istanbula, kjer smo v zadnjih letih investirali prek 200 milijonov v nepremičnine. In rad bi vsej tej diskusiji dal dve dimenzije. A, varnost. Denar, kapital, kakorkoli to imenujete, je plaha srna.
In tam, kjer ni varnosti, tam tudi ne bo niti kapitala, ni vlaganje, niti nič. Zdaj, kaj je varnost? Ne? Mogoče smo danes varni, jutri pride en atentat v Ljubljano in pol smo na nivoju Barcelone, Londona in tako naprej. 2% donos. Tako da, ampak smo na srečni strani tu še, kaj se tiče Slovenije, da tega ni. Varnost pomeni dolgoročna varnost. Ne? Mi kot Bauhaus investiramo financiramo minimum na 15 let, investiramo pa dolgoročno. To se pravi, naša perspektiva ni kratkoročni donos v 7, 10, 15 letih, ampak minimum 30. Ne? In tu se mora gledati ta perspektiva, kaj ti ponudiš investitorju na 10, 15, 30 let. Ker jaz se tu ne bi strinjal, da je alternativa bančni sektor, najbolj varna naložba so državne obveznice. In državne obveznice so na 10, 20, 30, 50 let, ne, to vsi vemo. In to je za mene alternativa, ne. Ali grem v nepremičnine na dolgi rok, jaz govorim o dolgem roku, ne govorim o nekih 10 letih. Tu imamo v Sloveniji izjemne možnosti. Drugo, ki se pa mi srečujemo in je naš večni problem, vam iskreno povem, od Šentilja do Istanbula, je pa sigurnost. Kot Nemci rečejo, Planbarkeit. In v Sloveniji smo imeli ne vem koliko primerov, ko pridemo in vprašamo, ja, koliko pa vi želite nam prodati, rečete, ok, to je 5 milijonov zemljišče, v redu. En kos Bauhausa stane v Helsinkih enako kot v Madridu ali pa, ki smo zdaj odprli v Talinu, vam tudi rečem, to je razlika 200-300 tisoč evrov, en kos Bauhausa. Pa prijemo do specifike, ki se pri nas imenuje komunalni prispevek in volja občin, da to vse skupaj podprejo. Ne. In tu vidim tudi potenciale izboljšanja, ne, v smislu sigurnosti, kaj čaka investitorja. Ne. Ker če vi greste v kupit, plačate za zemljišče 5 milijonov, dobite informativno ponudbo za komunalni prispevek 1,5 milijona, ko pa pride izračun, je pa 3 milijone 200, pol vam vsak investitor skoči proč. Ne. In tu vidim dve velike možnosti, kjer se Slovenija lahko izkaže, to se pravi, imamo sigurnost, imamo dolgoročnost, smo stabilni, na drugi strani pa tudi potencial izboljšanja lokalnih skupnosti, da dajo investitorjev varnost in neko sigurnost, aha, če grem sem, me čakajo ti stroški in ta čas, dokler se bo to realiziralo. Ker če ne, gre denar drugam. Hvala za ta komentar, sicer pač sogovorniki za mizo morda niso pač najbolj primerni naslovniki za to, kar ste rekli, ampak mislim, da so v ponedeljek tukaj v tej dvorani tisti, ki so odgovorni za to, že tudi razumeli. Kakšen komentar na to, ali imamo še kakšno vprašanje? Jaz bi se mogoče samo navezala še na to, ja, da se popolnoma strinjam, ne. Je pa zelo pomembno za investitorje, ko pridejo tudi, kako likviden je trg, ne. Ker če investirajo v nepremičnino, pa vejo, da jo bojo, predvsem če naložbeno investirajo, ne, tako kot smo slišali KD, ne, ki imajo tako politiko, da investirajo in po 7 letih exitirajo, veliko je takih nepremičninarjev, ki bi prišli, oziroma investitorjev, ki bi prišli in bi držali nepremičnino 10-15 let, predvsem res na dolgi rok, ampak želijo priti na trg, ki je likviden. V enem Londonu ni problema prodati eno nepremičnino čez 15 let, ne. V Sloveniji pa vidimo, da predvsem te večje transakcije se dogajajo izjemno redko, ne. Nepremičnine, ki bi bile prodane, ne vem, 10 milijonov in več, jih lahko na prste ene roke preštejemo, ne. Tako da taki investitorji, ki bi prišli, da bi investirali v neke večje nepremičninske projekte, se bojijo ravno tega, ne. Kdaj bojo lahko, seveda, varnost, sigurnost, ampak predvsem tudi z vidika likvidnosti, kako bojo to nepremičnino, ki jo bojo danes kupili, lahko čez 15 let prodali. Dobro, pričemer, dobro, London je še likviden, zdaj kaj bo po Brexitu, je pa že veliko vprašanje. Ampak mogoče je to tudi ena priložnost za nas.